Dragi gledalke, dragi gledalci, jaz sem Ivan. Jaz sem Jan in dobrodošli v oddaji Top Šiht. Dragi gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v še eni oddaji Top Šiht. V oddaji Top Šiht se jaz pa moj kolega Jan preizkušava v različnih poklicih, znotraj katerih si določiva tudi razne naloge, da bo oddaja malo bolj dinamična. Seveda tem nalogam sledijo tudi kazni in zmagovalec na koncu določi poražencu kazen. Poklice nam določa Zavod za poslovanje, tako da jaz mislim, da je najboljše, da se kar odpraviva na zavod, Ivan, pa pogledava, katere poklice nam pripravili danes. Voditeljem posredujemo podatke o negovalcu. Poklic negovalec je perspektiven poklic. Prebivalstvo se stara in vsak od nas bo nekoč potreboval nekoga, ki mu bo pomagal. V lanskem letu je bilo 226 potreb in tudi zaposlovanje se povečuje iz leta v leto. Ker pa imamo danes opravka s starejšimi občani, so se z Ivanom odločila, da si nalog danes ne bo postavila, tako da tekmovalnosti danes med nama ne bo. Ja, imaš srečo. Zdravo, dobro jutro. Ivan, veseli. Sem Gašper, prihajam iz podjetja Blaginja. Podjetje Blaginja se že vrsto let ukvarja s problematiko starejših in se zavedamo, kako starejši doma in tudi v domu imajo želje oziroma potrebe, ki niso primerno zadoščene. Tukaj nastopimo mi, pomagamo jim z oskrbo, zdravstveno nego na domu, s pripomočki, s katerimi jim lahko enostavno olajšamo življenje. Sam poklic socialnega oskrbovalca je težek, naporen, psihično predvsem in tudi fizično. Včasih te čakajo zelo zanimivi prizori, ko prideš zjutraj. Tako da ta poklic ni za vsakogar. Potrebno je tudi veliko veščin, izkušenj. Je pa lep poklic, predvsem lep, kjer v koncu dneva lahko rečeš, zdaj nekaj sem nekomu pomagal in zaradi tega boljše živi, lepše mu je. Zavoda so mi rekli, da želite spoznati poklic socialnega oskrbovalca. Mislim, da sta na pravi naslov prišla. Mi se že vrsto let ukvarjamo s zdravstveno nego in pomočjo na domu in nudimo tudi pripomočke za olajšati življenje v tretjem življenjskem obdobju. Zdaj, da se bo ta bolj podrobno lahko spoznala, moramo nekaj imeti. In jaz sem vama pripravil 2 lokaciji, kjer boste malo spoznala, kaj in kako starejši živijo in kakšno pomoč rabijo. Super. Na prvi lokaciji sta starejši par, gospod Vinko in gospa Mici. Gospod je zaradi bolezni težko pokreten, dementen in pri vseh aktivnostih rabi pomoč. Mi hodimo tja zjutraj in zvečer za težja opravila, da malo gospoje olajšamo. Druga lokacija je pa gospa mlajša, ima pa težave s hojo, tudi malo z govorom. Ona pa več ali manj vse sama naredi, tam bomo pa malo verjetno kakšno kosilo pogreli, malo se podružili, kakšno igrico se šli, kavico spili. To je to. Jaz sem rad kava. Super. Pa mislim, da se boste vsi, da se bomo dobro ujeli. Malo bomo še tle potrenirali, da ne bomo čist goli tam prišli. To sem hotel vprašati, če smo mi že kar pripravljeni na to. Ne. To je srednjo tehnično, tako da... Ne, to je kar zahteven poklic, naporen, kar veliko požrtvovanja in empatije je kar potrebno. Tako da boste tudi videli, kaj se pol. Bomo malo potrenirali prvo, pa gremo. Dobro jutro. Dobro jutro. Danes smo pa pomočnika s sabo. Lepo. Boste pomagala gospoda želite. Dobrodošli, potem pa kar naprej pridite, pa boste pomagali. In gospa, kako ste?
Danes kar v redu, ko pada sneg. A ja, pada sneg, ja. A zato sem se poklicala, da rabite pomoč za kidati? Ja, kar fajn bi bilo, samo premalo ga bo zapadlo. Ja, sedaj bomo še kakšno pol ure. A boste še pa čakali? No, sem vesela. Kakšno pomoč pa mislim, kako to, da ste se odločili za gospodovo pomoč? To pa zaradi tega, ker letos, oziroma prejšnje leto, je mene tudi malo prizadelo zdravje, tako da imam zdaj spodbujevalec srca in to je bilo kar res prenaporno zame. Zdaj pa, ko sem se za te odločila, je pa fajn, ker me zjutraj pride eden ali pa dva, pa zvečer spet. Jaz imam pa čez dan še kar veliko dela z njemu, ja, ker je kar težek bolnik. Tudi če dalje manj je stabilen, siguren, vedno moram biti zraven, čeprav ima tisto palco, ne. Ena roka mu pa itak nič ne dela, ki je po kapi, pa ne more imeti dveh palc, je pa moja roka. Zdaj je še demenca nastopila v jesen in je kar res dobrodošla ta pomoč. Tako da tle gospod je tako vaš osebni heroj, bi lahko rekli. Ja. No, super. Ja. Danes smo še mi prišli pomagati. No, pa kidali ne bomo snega, toga ne bo. Tudi če boste še cel dan pri nas, lahko ste, bomo pa še kosilo skuhali, če bo treba. A smo pripravljeni? Smo, že da, kaj gremo spoznati gospoda. Ja, neč pa kar pojmo ga zbuditi, pa mu vošmo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Jutro, dobro dan. Danes sem pripeljal Ivana pa Jana, ki vaju boste zrihtala, prav? Tako, vaju bom kar prepustil. Dobro jutro. Dobro jutro. Gospod Vinko, ne? Ja. Jaz sem Ivan. Čakajte, vas odkrijem. Da si damo roko, evo. Pozdravljeni, jaz sem Ivan. Živijo, jaz sem pa Jan, me veseli, živijo. Živijo. A vam pomagamo kar vstati? Ste se naspal že? Ja. Ok. Evo, samo počasi, tle, nogice prvo, pa gremo gor. Evo ga. Opala. Takole. A ga obujela prvo Ivan? Ja, no, dega ti obuj, pa mu jaz palco pripravil. Ok, ja. Ivinko, prvo levo nogo obula, prav? Da dava te najkice gor. V redu, skole. Drugo. Evo ga. A je v redu? Ja. Bo. Ja. Evo, zdaj bom pa. Super. Evo Ivan. še palca. Tukaj vam dam palco, pa vam pomagam vstati. Evo, takole imamo. Evo smo. Ja. Ajde. Zdaj. Opalac. Bravo. Super. Pa ga ti pel do WC, jaz bom pa postovaj, prav? Ok. No, prav, da bo lepo. Kaj pa s tem naredim, gospod? A to Če suha podloga ostane, tudi podloga je pa za? zato da ne premoče postelj. A ja, ok. Ja. Opala. Tako, palco lahko kar meni date, evo. Pa slečemo to pižamo, ha? Dovolj je bilo pižame. Celo noč že imate na sebi. Evo. Spravi imamo tako. Najprej ta roka. Evo, bravo. Ta zdela, da je suha, tako da... Ja, pa je Jaz kar pa v redu. to. Tam nazaj, prav? Ja, kar to. Pismo. Evo, lejte, kakšno lepo srajco so vam danes pripravili. To so nas vse mojstri negovalci učili. Sem da veste. Tle se nekaj zatakamo. Evo ga. Tako, a je v redu? Je v redu tako? A damo še pulover? Pravi gospod. Opa. Boljše zdaj, a ne? Ok. Samo srajce damo v hlače, tam kamor spada. A vas malo obrijemo? Malo vam je že brada zrasla. Bo špikalo ženo? Evo, to je slušni aparat, spravi sam baterija gre not, tako. Takole. Evo. A se čujemo kaj boljše, gospod Vinko? Super. Lejko sem zrihtal, Vinko. Vinko žive upisno. Kot za poroko oblečen, ne? Lepo, prav, je vsaka čast. Gospa je rekla, da ste nekaj dol rab, če greš lahko pomagati. Aha. Pa mi jaz še gospoda uril do konca, je prav? Ja, ok. Vinko žive, bo?
Dajte, kar malo še posedite. Pa zumel zdaj frizuro naredil, aj prav? Da te lep, pa čeden. Tako lepo začela kar tle strani. Tako nazaj. Ja, tako. Tako, ja. Pa še obrila se bova, aj prav? Ja. Evo, bom vzel tega ta hitrega. Super, Savinko. Da. Ja, tole sta pa zelo super naredila. No, živo, kaj zdaj? A je v redu? Super. Bom jaz ga še namazal malo z aftershavom, Ja, okej, ja. pa ga bom kar odpeljal dol, da boš šel zajtrk pojest. Ja, to si pa res dobro naredil. A sem- Imaš že izkušnje, ne? Ja, se že brijem že od 14 leta. Tamle pa kar rukavice vzameš, pa pol spusti protezo, prav? Okej, pa počakam tukaj. Pa kar prines za nama. Okej, mirno. Čaj, da vidiva. Aha, evo je, proteza je. Dobro. Rukavičke. Vse hočemo. Rukavičke. Upam, da sem da jih dobro operam, da bo gospod zadovoljen. Ker lep nasmeh je pomemben velik, ne? A ste vozili kdaj gasilsko vozilo? Ja, sem. Ste? Vi ste bil tuj gasilec, ne? Pa vas zanima, lejte, tle imajo cel članek o gasilskih vozilih. Čakajte, lejte tle. Gre za vrsto gasilskih vozil, katerih posamična uporaba se je začela. O, Jan. A motam, klik branje. Ne, ja, beremo malo se poučujemo. Evo, samo prinesel sem gospodu. Super, zobi so prišli, ne? Aha, evo, Bomo dali zobe še noter, bo te pomagal. Super, te spodne. Takole. Aha, hvala za pomoč. Tako, kar stisnva. To je to, super. Super. Super, zdaj lahko gremo na zajtrk, ne? A Savinko. Gor naprej, 3, 4, zdaj. Evo ga. V redu. Čas. Evo, pa kar greva Kar tamlega na boš. zajtrk, je prav? Kar lepo počas. Evo, Vinko, pa sta kar usedla za mizo, je prav? Pa sta kar usedla. Evo ga. Tako. Vinko je dober? Dobro, super. Je rekla gospa, da bo prinesla še malo soka, je tako? Ja. Živijo? Živijo domačega soka. Ajde. Ja, moj mož Vinko je bil izučen čevljar oziroma mojster čevljarski, ampak pač ta obrt je nekako kar pojenjala in je pa bil skoraj vsa desetletja do upokojitve šef skladišča pri pošti. Drugače je bilo glavno njegovo, v Ljubljano se je vozil, hobije mu pa samo gasilci gor, gasilci dol. Gasilci po noč pa po dnev, vedno. Ja. In je bil več desetletij poveljnik v Stiškem društvu. Po upokojitvi in že prej se je ukvarjal največ veseljemu z malimi živalmi, ptički, kanarčki. Eno leto je bilo 40 mladičev. Zato ima tudi tam le tisto tablo, ki je dobil nagrado enkrat njegov kanarček. To je bil njegov hobi v glavnem. Ja, v lanskem letu se je kar precej poslabšalo stanje njegovega zdravja, pa tudi mojega. Mi je nekaj začel srce nagajati. Veliko so mi pomagali otroci pa vnuki, ampak se mi je zdelo, da je premalo in ker vem za to firmo oziroma podjetje Blaginja, sem se na njih obrnila. Mi kar veliko pomeni, sem zelo zadovoljna. Da sem se, sama sabo sem zadovoljna, da sem se za to odločila. V dom človeka kar težko daš. Ne. Sam pa že tudi si tukaj v letih, da tu kar težko zmoreš. Ker tu, kater proba, ve, da to je delo kar težko. Ne. Samo tako smo obljubili, skoraj pred 58 leti smo tako obljubili, v dobrem in slabem, bomo stali en drugemu ob strani in tako se jaz tega tudi držim. In se bom, dokler bom mogla. Ne? Mi smo zdaj gor že vse pospravili, tako da zdaj pa odhajamo, moramo že naprej, nas že ena gospa čaka. V redu in vse pospravili. Vse pospravili, vse. Pridni, zelo lepo. Ja, jaz se bom vsem skupaj zahvalila. Hvala tudi vam, hvala za izkušnjo. No, če boste pa kdaj mim hodili, tudi neslužbeno se pa lahko oglasite na sok ali pa na kaj drugega. Hvala še enkrat. Ni za kaj. Vinko,
Hvala vam. Vinko, hvala. Čau. Dober dan. O, dober dan. Dober dan. Dober dan. Dober dan, da smo pomoč. Pomoč imam s sabo, ja. Ivana pa Jana. Zdravo, Veseli. Ivan, me veseli. Krtova. Dobar dan, Jan, živijo, Agata. veseli. A to sudoku rešujete? Ja, malo za kratek čas. O, jaz sem pa velik fan sudoku. A vam kje zaškripalo, a vam pomagam pri kakšni številki? Ali znate že vse, vidim, že vse imate polno. Še kar nekaj mi gre, no. Če ne pa ne rešitev pogleda, pa je. Da, rešite. Ko sem jaz domač naloge delal. Vse sebe malo gulfam. A vam lahko kako že pomagamo? Tle imate kaj danes v planu za... Koliko bo zdaj ura? 12? Ja, je, že. Bo zdaj enkrat bodo kozil prinesel. Ta moja bolezen se je začela pred kakšnimi 5 leti, ampak se stopnjuje. Jaz sem bila brez negovalcev teh od blaginje kakšno leto. Pa se je pa ta moja bolezen kar stopnjevala. Nečakaj, tudi ni več k meni hodila, sploh pa ni bila usposobljena za tako delo. In po je ona poiskala to firmo. Evo, lih prav, pejskati izkusilo. Okay. Ja, Super, evo. jaz bom mogla bolj v kuhno iti. Aha, v kuhno. A vam pomagam kako? Je voziček v kuhni. Aha, ja, voziček imate v kuhni. Evo, zdaj pripeljem voziček. Ja. So mi svetovali, da bi prerodila stanovanje in si nekako pomagala z določenimi pripomočki in temi pomočniki, da bi lahko ostala v svojem stanovanju, ker sem za svojo bolezen pravim, sem še relativno mlada in da bi lahko še nekaj časa bila doma. Vsak mesec mi je potem blaginja ponudila eno svoj pripomoček, da sem lažje potem pač do tega stanja prišla, kakor sem zdaj. Upam, da bo tole še nekaj časa trajalo, da bom ostala še nekaj časa doma. A evo, Jan že pridno kuha. Živijo, južna. A že diši, ne? Kak pa diši? Tako je, ko se Jan loti kuhne. Jan, a si že ti pri koncu z... Ja, evo, juhta pripravljena. Dober tek. O, dober tek. A da še kaj popra, soli? Ne, hvala. Plan imam musko. Aha, kakšno muziko pa poslušate? Vse sorte, vse ni dobro. Tako. Jaz tudi vse poslušam. No, kakšnega Metallica ali pa repa. To ne, to je bolj za te, ta mlajše generacije. A je prevroča, gospa? Ne, glih naprava. No, super, to mi všeč. Vsemle, to pa pol druga porcija. Je v redu? Bo. No, sem da bo. Zapotrudil. Se pravi, da moški boljš kavo kuhajo kot ženske. A res, kaj? Ja, To stari pregovor ali je to tako iz izkušenj. iz izkušenj? Ja. Ivan, a ti Oj. pomivaš? Priden sem. Priden, ali priden? No, da malo primer, kaj se kuhuje. V teh kvadratih, ne? Ja. 3 kvadratki tako, 3 tako. Ja. Tako pol, recimo tukaj nekaj. Ne. Ne, Nam je že več jasno. ja. Ivan, ne pripomagati, prosim, da ti boš to... Ti nimaš pojma. Nimam pojma, jaz sem Zdaj te bomo mi naučili to. Kaj sem lažja? Ti sama držite mate. In tle pride 7K. Evo. Ja. Je rešen. Ne. Še ti nije? Ne. Alej, kaj piše tu? Žepni. A kaj piše tu? Lahek. In tebi še vedno ni jasno. Ne vem, Ne. gospa, ne vem, kaj bomo z njim.
Če nič drugega znaš kosilo kuhati, je tako. Ja, Ali upam, da sem ja, da sem saj ti si bilo pa dobro. No, saj, ne. Tam nište Ja, vid. tam nište vid. Kjerga leta? 1915, 2015. No, fanta, zdaj moram pa zmotiti, žal moramo jeti. A že, Smo okej. takrat poslovila. Ja, stik do konca, no? To je res hitro menilo, no. Ja. Ta urca je šla tik-tak. Pridni ste bili. Ja, Hvala, hvala. Hvala. Pa še kaj pridite. Bomo ja. prišli na okrog, seveda. Ja, okej. Prišli še kakšen sudoku rešiti, je res. Ja, toliko pa ja. Ja, če se bodo takrat nabučili. Se gre zdaj domov malo povadate, prav? Ja. No, okej, hvala. Hvala, Čau, življenje. adijo. Srečno, adijo. Jaz sem Jože Vovk Čolar, delam to že približno 20 let. Začel sem tako, v bistvu, da sem pomagal prijatelju. Ta prijatelj je pol na žalost umrl in sem jaz pol nadaljeval to delo njegovo. Delo ravno ni lahko, ne bom rekel, je treba predvsej biti noter z lepili in s temi stvarmi. Ni pa tudi težko, ne, ker si pa skozi v bistvu noter na toplem. Tam moraš biti pa kar precej natančen, tako da je pač narejeno tako, kot mora biti narejeno. Tak poklic v bistvu propada. Zakaj? Ker v bistvu šole ni, nihče se ne šola za to. Ljudi je pa zelo malo, v bistvu, ki bi hoteli to delati. Je pa tudi to, da so čevlji vse cenejši in cenejši. Sama proizvodnja je v bistvu zelo masovna, tako da se ne splača niti delati več čevljev na roke. Niti materiali niso več tako kvalitetni, kot so bili včasih. Ljudje še rabijo čevljarje, še vedno nosijo, posebej ženske, rečemo, ker same petke se dosti hitro uničijo, tudi materiali so plastični. Tako da se kar dosti, nekaj se kar mena. Stranke so sicer kar zadovoljne zaradi tega, da se to popravi, da pač čevlji, ki so že uhojeni in obrnjeni po nogi, da se popravijo in da so spet uporabni. Hvala, fanta, da ste prišla. Ni problem. Super ste se odrezala. Zavod je ta prave fante poslal. Tako da upam, da so se tudi gledalci kaj naučili, kaj spoznali, pa tudi vidva. Midva so se danes res dosti naučila, bilo je res super izkušnja. Je bila sicer zelo naporno delo, ampak konec koncev, na koncu dneva, ko pogledaš nazaj, si vesel, ko vidiš, komu si pomagal, kako si lepo pomagal. Tako, res je bila super izkušnja, jaz se vam zahvaljujem za to. Ja, hvala. Še daj drugič. Ja, hvala. Seveda. Brez problema. Ampak čeprav nismo imeli tekmovanja, ne, to dajo, bi lahko na koncu koncev vseeno imeli sodnika, ki določi, kdo je vsaj malo boljše opravljal delo. Kaj praviš? Ste oba za to? Jaz sem za. Ajde. Vseeno. Jaz sem kar skrbno gledal vajo, ne. Jan, bil si dober. Hvala. Čuten. Lepo te je bilo gledati, delati. Ampak Ivan je bil žal boljši. Kva? Pokazuje več tiste pike na i. Kako pa to? Še povej. Sama se pa zmenta, kako pa kaj. Bože je on často eno pico zakazan, pa je to. A je zmenjeno? No, super. V redu. Hvala, kaj si bil tako prijazen do mene, res. Ni za kaj. Hvala še enkrat, res. Mi pa gremo počasi, ne? Ajde. Hvala za izkušnjo. Srečno, adijo. Za podrobnejši vpogled v snemanje oddaje Top Šiht nam lahko sledite na Instagramu in na Facebooku. Čakamo vas.